zdi se mi, da se pač v tem mediju pač, kako ne rečem, nekako poriva na stran slovenski jezik, pač vsi konsumajo nekako animeje, mange, light novel v angleščini. Noben niti ne razmišlja, da bi se zadeva kadarkoli prevajala. Ne? Torej, vi osebno... Pač še težko je iz japonščine v angleščino narediti, kaj šele iz potem angleščine. Ne, mislim, verjetno, če bi prevajal, je smiselno prevajati iz originalnega jezika, right? Tudi recimo Witcher, čeprav vem, se prevaja direktno iz, kaj je polščine, kaj je originalni jezik. Original je polski in nekje se prevaja pravzaprav iz angleščine, ker nimajo specialistov, nimajo dobrih jezikoslovcev pač za polsko, polščino. Za polščino, ja. Pri nam se je iz originala, ja. Pri nam so prav iskali in čakali, da je bil, ali bila, pozabila sem to, ja. Zdaj dobimo board game od Witcherja, veš, kak je zakon, oh my god, ko me čakam, to bo tako svetovno igrati, joj! Ne, ampak občutek je verjetno se že izgubi, ko prevajaš iz enega jezika v drugega, potem več kot narediš teh preskokov, se mi zdi, bolj se oddališ od nekega originalne, kaj ne rečem, pripovedi. Torej je smiselno, da če bi se prevajal material v slovenščino, se pač naj iz japonščine nekako, ampak vprašanje ali je, mislim, da imamo pač jezik na dovolj visoki ravni, da bi lahko sporočilnost vseeno prišla skozi. A ljudje se šolajo japonologijo, dajte jim službo. Mislim, veliko je diplomiranih japonologov, ki sploh ne delajo. Težko je v bistvu sploh dobiti službo, mogoče izven veleposlaništva. Sploh si ne predstavljam, kakšne so službe v povezavi z japonščino v Sloveniji. Mislim, da imamo eno japonsko podjetje, ki se ukvarja z robotiko. In mogoče tam kot prevajalec, ampak to je 10 ljudi. Kaj pa gre vseh tistih 150 diplomantov? Ki so šli študirati japonologijo zaradi tega, ker hočejo najti anime fane. Ne, ampak veš, to your point, ko si ti vprašal, ne, če bi potem mi to konzumirali v slovenščini. Ja, jaz si tudi tako težko zaradi tega sem omenil Bridge serijo, ne, v slovenščini, zaradi tega, ker jaz si težko, na komičen način bi mi pasalo. Že zaradi tega, ko je ena par ljudi v naši skupnosti šlo prevajati ta imena v One Pieceu, se spomnim, so tako dosti komično izpadla, naprimer, kaj je že bil Tony Chopper, je bil Tony Črt, kaj je bil Lafi, a se kdo spomni? Luka Diopičnjak, kaj je že bila ta Nika Robert. Mislim, vse ima prav, gled, najprej začne s komičnim načinom, pa se počasi privajaš nazaj na jezik. Morda, ker jaz trenutno tudi sam ne konzumiram slovenskega medija, vsaj ne konzumiram dram ali kakšnih takih resnih zadev, kjer bi se zjokal. Tako da si težko, tako da si res ne predstavljam. Samo dramne? Ja, mislim tako res, če pomislim tako, katera slovenska serija mi je bila tako najbolj všeč, ki sem jo konzumiral kadarkoli v življenju, Naša mala klinika. Oh my god, ti si to gledal. To sem gledal, ampak sej to je bilo že dolgo časa nazaj. Kaj nismo pa tebe dober dan, po mojem. Pač ko jaz se spomnim bolj na... Nisem razumel kot Frog Snitch. Roka tako. Bolj na komične vsebine, če že kaj resnega, bolj kakšne gledališke predstave, ampak na TV-ju ali pa kakšne sinhronizirane serije pa res ne. Ne na resen način. No. Se ti zdi, da je samo navajenost, da ni mogoče dosti materijala, ki bi te navdušil, a veš, če recimo ti vsem konzumiraš določene gradivo v slovenščini? To je definitivno eno razlogov. Definitivno stvar navajenosti. Naprimer svoje knjige, ki jih študiraš, pravno gradivo. Pač ne bi razmišljal, zakaj je to pravno gradivo v slovenščini, right? Zato, ker... obviously, zaradi tega, ker je pač pravo zelo lokalizirano. Exactly. Torej, lokalizacija, recimo, verjetno zaradi tega nimajo tega problema v Italiji, Franciji, Španiji, kjer je vse lokalizirano. Od knjig do voiceov do whatever. Karkoli se dogaja, it's one language. In zato imajo ta problem bilingual. In bolj pridaš na slovenske konvencije, pa ne znajo niti angleško. Exactly. In je v bistvu težko komunicirati, če niso bili izpostavljeni nekemu mediju growing up. Ampak zaradi tega razloga, ker mi smo pa verjetno tako, če že konzumiramo tuje medije, jih konzumiramo v tujem jeziku. In potem verjetno res je to, domneva, da je to velik del razloga, zakaj je meni, naprimer, tudi osebno
težko dojeti slovenski, tako sinhronizirane anime kot nekaj resnega, oziroma ne padem, nisem tako imrst v tisto zgodbo, kot če v tujem jeziku. Sam bi tudi mogoče pripomnil, da je mogoče tudi sami izvedbi sinhronizacije, ne, tudi recimo, mislim pa tudi na splošno slovenskega jezika in filmov in serij, ki pri nas snemajo, ne, da doskrat, jaz jih ne morem, večina stvari jaz ne morem gledati, zato ker doskrat mi spaja tako fucking cringe. Na kakšen način se pogovarja, kakšni so te dialogi. Nenaravno. Ful nenaravno deluje. Je ful težko konzumirati tako zadeve. Se tudi japonskih recimo filmov pa serij tudi ne morem gledati, ker tudi oni imajo ta isti problem, ne. Isto, ful težko najdeš kakšne dobre filme, da ni fucking cringe. In je samo stvar same režije in pa kako oni to portrirajo, ne. Kako si se v bistvu sposoben posebej s karakterima. Tako, ja. Mislim, ker če je čist nenaraven in sploh on hoče v bistvu igrati nekega naravnega karakterja, pa se obnaša povsem nenaravno, potem pač tega ne boš konzumiral. Točno to, ja. Prosto, ne. Se je že po pravici včasih, ko sem že pogledal, že malo začneš razumevati japonščino in včasih že judžaš podnapise, kako so prevedli, da niso občutka spravili skozi. Mogoče, da se hoče osredotočiti na določene fraze, ki obstajajo samo v japonščini, niso te frazeme pravilno prevedeli oziroma niso celotnega koncepta fraze preneseli. Točno tako, ja, konceptna prije skozi, tako angleška beseda, lahko je 5 različnih za eno in isto stvar, ampak na malo drugačni občutek ti da. To je bil nasplošno problem, svetovni problem. Mislim to, da zdaj tukaj štrajkajo pisci vsebin v Ameriki. To se je zgodilo. Upam, da kaj doseže, ker kjer v smer grejo zgodbe zahodnih filmov, je groza.